Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili na svet za vas dame, če se vam dogaja, da se sredi noči zbujate, prepotene, kot da bi pretekle maraton, no, dobrodošle v meni, predmenopavzno obdobje, pomenopauzno obdobje, v glavnem mena. No, lejte, prva zadeva, kar nas menopauza pa mena uči, je 100%, daj prosim, poskrb že za sebe, poskrb za svoje potrebe, ker dosti časa si druge postavljala na prvo mesto, zdaj pa res čas za tebe. In prva stvar, kar je pomembno, je večerja. Nahran se, nahran se. Lejte, če se vam dogaja, da se po noč zbujate prepotene, je možno, ena od možnosti je, da vam je tako močno padel sladkor v krvi, da se tam okrog 2-3 zbudite, premočene srce vam nabija, enostavno se gorite od navala vročine, energije in se komaj pohladite in predvsem se zbudite in težko zaspite nazaj. To se dogaja zaradi tega, ker vam je v osnovi tako močno padel sladkor v krvi, ker ste ali prezgodaj jedli večerjo, recimo okrog 5, ker tam je čas za malco, ali ste jo popolnoma spustili, sploh niste jedli nič pametnega, ali ste zvečer jedli sladkor, pa vam je to dvignilo, najprej sladkor krvi, pa vam potem močno pade. Treba jesti večerjo in če se vam konstantno dogaja, da zvečer, da se po noč prebujate prepotene in ne morete zaspati nazaj, mogoče dajte pred spanjem popiti pol vrečke šejka, pač jaz vam povem iz lastnih izkušenj, pol vrečke šejka in boste videli, kako dobro boste spali. Pač poskusite, pa zvečer E-vitamin je treba vzeti. Ampak o vitaminih bom večkrat kasneje govorila, zdaj vam bi rada pokazala tole, dajte. Tadam! Kruh. Ta je še boljši kot beljakovinski ajdov kruh iz jogurta. Ta je beljakovinski kruh semeni. Je tudi ajdova moka noter, ampak skuta, jajca, ajdova moka, pol so pa noter zmleta lanena semena, pol so orehi, pol bučna semena, pol sezam je noter, gledajte, kako izgleda, pač slasten je, slasten. To je recept iz moje nove knjige Minkina kuhinja 2, bo verjetno naslov. Zdaj sem čist na konc, tako da v glavnem bom dala možnost tudi za prednaročilo in lejte, tole pa primerna večerja. Tako da, taki podobni recepti bojo noter. Zdaj par besed najprej o tej Minkina kuhinja 2, ta knjiga, ki takole zdaj nastala. Noter so recepti za ljudi in tudi priporočila za ljudi, ki imajo kronična vnetja v telesu, se pravi kronične nenalezljive bolezni. In povezan je s tem, recimo, kaj so kronične bolezni. Če nekdo zboli za rakom, se ga vi ne nalezete. Če ima nekdo pljučnico in težave s pljuči, vi se tega ne nalezete. Če ima nekdo težave s holesterolom in s pritiskom, to ni nalezljiva bolezen, ampak je kronična nenalezljiva bolezen. Se pravi, kronična nenalezljiva bolezen je zelo pogosta, se pravi, te bolezni so pogoste po 55., 65. letu. Ogromno ljudi ima težave in ne vem, zadnjič me je ena gospa klicala, je rekla, zbolela sem za rakom, kaj naj jem? No, to je to, kaj naj jem? To je v tej knjigi in potem si spečeš takle kruh. In zdaj, to je pa za menopauzo, takle kruh. Takle kruh je primeren tudi za vse ljudi, ki imajo težave s holesterolom, s pritiskom, z demenco, vsa avtoimuna obolenja, zato ker, zdaj vam bom razložila, kaj ima noter čudežno sestavino, E-vitamin na kubik. No, zdaj pa poglejmo zraven. To je pa večerja, lejte. Ko ti pripraviš takole večerjo, beljakovinski kruh, pa daš gor avokado, pa daš še redkvico, kaj nastane? Lahko popečete ta kruh, da mečkam pohrusta. To je res tako dobra zadeva. In zdaj pogledajte, ko vi tako večerjo pojeste, ali pa lahko tako večerjo pojeste in namesto ali pa poleg redkvice date na vrh ocvrto jajce. Pač to je tako dober,
ampak to je nekaj, kar je res dobro. Zdaj pa pogledajte, zakaj. Zakaj taka večerja s tem beljakovinskim kruhom? Vi dobite na ta način ogromno količino E-vitamina. E-vitamin je pa povezan s tem, da zmanjša vnetja na celični ravni, upočasnjuje staranje, deluje na žile, na srce, dovaja kisik v pljuča, v možgane in predvsem deluje na spolne hormone in preprečuje naval potenja v meni. Deluje na moško erekcijo, deluje na ženske. Za ženske, ki vam ugasne želja po spolnosti, vam manjka ključnih aminokislin. Aminokisline pa dobimo tako v skuti, kot v jogurtu, kot v vseh semenih. In zdaj pogledajte to. Ljudje, ki imate težave z nespečnostjo in ženske, ki vam začne izostajati menstruacija, vam manjka aminokisline tirozin. Tirozin je pa aminokislina, ki uravnava delovanje hormonov, tudi hormone dobrega počutja, pomirja telo, deluje protivnetno, odvaja vodo iz telesa. In če se vam dogaja, da ste cele zabuhle, da ste tukaj noter zabuhle, da odtekate, to pomeni, manjka vam aminokislina, tirozin, in ta aminokislina dejansko jo dobite, vir v hrani. Soja, govedina, ribe, morski sadeži, perutnina, vsa semena, oreščki, skuta in vsi mlečni izdelki. To je to, dobite to aminokislino in avtomatično deluje na to, da se izboljša spečnost, da ste tudi tako pomirja telo, da recimo občutek vročičnega telesa, bleda koža, nasplošno potenje, pomanjkanje ene aminokisline. In seveda v tem šejku noter, to je Neolife shake, imate noter vseh 22 aminokislin in tudi to aminokislino, ki je ključna pri tem, da se zmanjša potenje. Zdaj pa poglejmo majčkeno še naprej. Recimo, kdor ima težave z pomanjkanjem aminokislin, recimo pospešeno staranje, ovela koža, to je pomanjkanje ene druge aminokisline, ki jo spet dobimo rjavi riž, ovsena kaša, sončnična semena. No in v tem kruhu noter so tudi sončnična semena. To je ključno, pri tem je, mi moramo nahraniti naše telo. Če nahranimo naše telo lahko proizvaja dobre hormone, ki so potrebni za dobro počutje. Zdaj pa pojdimo nazaj še na E-vitamin. Se pravi, če vam manjka E-vitamina, boste avtomatično utrujeni. Pokale vam bojo žile. Imeli boste občutek tudi vročičnega telesa. Imeli boste občutek, pa ne občutek, pokale vam bojo žile. Imeli boste težke noge, neprekrvavljene noge. Ženske, ki jim manjka E-vitamina, v času menstruacije imajo hudo nihanje, predmenstrualni sindrom in hude krče pri menstruaciji. In če se vam to dogaja, v osnovi ste tako močno podhranjene, da vaše telo že kriči, pa prosim te, daj mi že tiste hranilne snovi. Tudi recimo pomanjkanje B-vitamina. Ne vem, šolski primer. Odprem tukaj, najbolj pregledno sem pisala o vitaminih v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, ampak problem je, gledajte, ko smo mi ženske razštelane, smo mi v moški energiji in se nam tvori zaradi stresnega hormona, moški hormon testosteron, in to povzroča v našem telesu še več stresa in bolj kot smo v stresu, bolj smo sesute. No, hočem vam pa povedati, kako pomembno je, da mi posežemo tudi po B-vitaminih. Recimo B12 vitamin. Znaki pomanjkanja B12 vitamina. Nenehna razdražljivost, depresija, demenca, pozabljivost, slabša koncentracija, težave s spanjem. In zakaj nam manjka tega vitamina? Ali ga ne vnesete zadost, ker ste mogoče vegani, vegetarijanci? Glejte, jaz nimam nič proti nobenemu, ki se prehranjuje na določen način. Ampak, če nekdo, ki ima hude zdravstvene težave, izključuje določeno hrano, kot je beljakovinska hrana,
in jo ne da nadomešča z nečim, njegovo telo je še vedno tukaj fizično na zemlji in fizične potrebe našega telesa so zemeljske in fizične. To pomeni, da moraš z nečim nadomestiti ključne aminokisline, ključne vitamine, recimo sploh vitamin B12, če ga ne dobiš s hrano in če gledamo, kje ga dobite, jajca, ja, mlečni izdelki, jogurt, skuta, ampak ribe, sir, meso. In če tega ne uživate, kje dobite vitamin B12? Ni, da ga vaše telo samo proizvede, ker ga ne proizvede in ga potrebuje za vezavo vseh ostalih B vitaminov, in če vam manjka, pojmo nazaj pogledati, vitamina B6, ki je potreben za presnovo beljakovin, potreben je, ja, prav za psihično počutje, za kožo, za praktično vse procese, za proizvajanje energije v celici. In če ga nimate, zdaj pa pogledajte to, oslabelost mišic, izpadanje las, artritis, vneti sklepi, občutek ohromilosti v rokah in nogah. Pa reči, joj, jaz imam pa artritis. Kaj pa če ti manjka vitamina B6? Vem, zdaj rečete, joj Minka, to bi vse to mogla, kje ne se to dobim? Ja, čist preprost. Glejte, kaj vzameš. Vzameš Pro-Vitality Plus večer pred spanjem, noter imaš eno tabletko z vsemi, oziroma kapsulo z vsemi vitamini in minerali, noter imaš omega-3, ker vsi hormoni so topni v maščobi, noter imaš predstopno A vitamina, karotenoid kompleks, ki dviga imunski sistem, ki je proti herpesu. A vitamin. Vemo zdaj na A vitamin, vam še to razložim. Komur manjka A vitamina, se tako ali tako čez poletje zeleni vezov D vitamin in imaš vnetje v telesu, ampak zdaj poslušajte naprej. Kronična utrujenost, brezvoljnost, krhki nohti, suha koža, suha sluznica, suha nožnica. Jaz sem pa mislila, da sem omeni. Ja, si omeni, saj to ni nič narobe. Pač enkrat vsaka ženska pride v omeno. Ampak če si zaradi stresa popolnoma razštelana, moraš dodati svojemu telesu hranilne snovi. Zdaj pa povem, kaj je žalosten. Naše telo dejansko v sebi akumulira stres. Kaj to pomeni? Ko mi doživimo nek grozen stres, vemo, da najhujši stresi so povezani. Smrt nekoga od bližnjih. Izguba službe, ločitev, se pravi takrat, ko se nam poruši varnost v našem življenju. Takrat se ta stres zapiše v naše celice in je zapis vse noter. Jaz vam povem iz svojih izkušenj, kdaj se meni prvič porušila varnost. Prvič, ko sem bila stara 11 let, mama je zbolela, prva diagnoza je bila levkemija. Jaz sem bila prepričana, tudi mama je bila prepričana, da bo umrla. Ona je še vedno živa, 40 let kasneje. Ampak dajte pomisliti, 11-letna punčka, ko začne skrbeti za družino zaradi tega, ker bo mama umrla. Veste, kolikokrat sem ponoči jokala v posli, v blazino, da me nihče ni slišal, ker enostavno si nisem znala predstavljati, kako bo, ko bo mama umrla. In zdaj pomislite, če se je vam zgodilo v začetku pubertete, da sta se starša ločila in takrat začnejo brsteti hormoni, se ta stres zapiše v naše telo. Potem druga taka tempirana bomba je potem nosečnost, se pravi puberteta, nosečnost in mina. Se pravi, in ko sem prišla v predmenopavzno obdobje, se je moj zakon, se pravi, okolje, ki mi je predstavljalo varnost, se je začelo rušiti. In dejansko moj zakon je umrl, stara sem bila 46 let in seveda je bilo to tako spet, kot da bi potres pojedla. In sem potem pri 49 letih padla v meno. Bilo še nekaj stresnih dogodkov zraven,
ampak dobesedno padla odnos na jutr v menopavzo. In od takrat naprej, ja, je bilo tako, te vročinski oblivi, kaj ne naredim. Zdaj že to vladam. Se pravi, prva stvar, kaj jem za večerjo. Druga stvar, vzamem vitamine pred spanjem. Jaz prisegam na to, zvečer naše telo potrebuje magnezij, potrebuje cink. Jaz vam bom dala vse povezave od spodaj pod videom in dala vam bom tudi kodo za 10% popust. Se pravi, če nimaš denarja, če šparaš na sem, vzem to je dobrih 50 evrov, Pro-Vitality Plus in je to. Če pa ceniš svoje telo bolj kot svoj avto, vlož mečkan več v svoje telo, dodaj še cink, dodaj magnezij in dodaj šejk. To skupaj vzameš zvečer, ni treba, lahko na 3 dele razdeliš ta šejk. Na 3 večere popiješ, lahko z vodo, lahko žlico jogurta, lahko z mlekom, vzameš magnezij, cink, Pro-Vitality. Greš spat in opazuješ svoje telo in boš videla, kaj se bo zgodilo. Se pravi, to je zdaj naslednja zadeva. Nahrani svoje telo s ključnimi vitamini. Še o cinku vam bi rada večkrat govorila, ker je tako pomemben za menopavzo. Glejte, če vam manjka cinka, adijo hormoni. Glejte, naloge cinka, uravnava delovanje hormonskega sistema. Kje pa dobim cink? Ostriga je za večerjo. Tega pa ne bomo, ne? Ja, seveda ne boš, ne? Arašidi, gorčica, leča, žitni kalčk. Sezamova semena vsebujejo cink. Super. Tale kruh je skladnica cinka. Super. No, potem pa naprej. Zmanjšuje vnetja, vpliva na sposobnost krčenja mišic in opozorilni znaki, poslabšanje sladkorne bolezni, to pomeni, da si kar naprej lačna, da posegaš po sladkariji, krči se ti pojavijo depresija, možganska megla, poveča se ti holesterol oziroma imaš povečano vrednost slabega holesterola, imaš na splošno hormonske težave, oblive, strašne oblive. In kar sem jaz videla iz izkušenj sem prišla, da kdor ima kakršnekoli psihične težave, bi mogel pojačati cink 3-kratno dozo. Pač velike količine cinka in se psihično stanje tako izboljša. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker mi imamo sinapse, to je v možganih, to so celice v možganih, ko pride iz ene celice, preskoči informacija na drugo celico. In cink deluje na to, da pride ta naprej informacija. In boste videli, kako se boste dobro počutili, pač nekaj investiraš v sebe. Glejte, kmalu bomo gume menjali na avtomobilu. Dajte pri gumah raj malo prišparati, pa ni treba najdražje dati, pa raj tisto investirajte v sebe. Glih tako se boste peljali, ampak vaše telo, ki je vozilo vaše duše, tega nahranite, je prav. Še ena stvar vam bi rada razložila, se pravi, aminokisline smo rekli, kako so pomembne aminokisline za delovanje hormonov. Se pravi, če imate pomanjkanje ključnih aminokislin, ki tirozin, ornitin, triptofan, vaše telo boste imeli celo potrebo po alkoholu, poveča se potreba po alkoholu, po noč se ne boste mogli umiriti in lahko se zgodi, da boste tako kakšna starejša gospa, ki jo poznam, ki reče, no ja, se kakšnega kdaj popijem zato, da se malo umirim. Ja, lahko to je možnost, ena od možnosti. Pa pač časoma postaneš, tako kot moja stara mama, ki je hodila, malo zanašala sem pa tja, ker je si malo pomagala z alkoholom, da se je lažje umirila. Pač tako, tega vam ne priporočam, ker pol se veste. To je tako kot zdravilo za drisko. A poznate to, ne? Nekdo je imel težave z drisko in gre k zdravniku in zdravniku je zmanjkalo pač zdravil za drisko in mu je dal antidepresive. Jer ko veste, gospod, če nam pomaga, pa pač pridite nazaj čez 3 dni. In ta gospod pride nazaj čez 3 dni k zdravniku in reče, no kako gospoda je pomagal? Reče,
pomagali ni nič, ampak sekiram se pa tudi ne več. No, to je alkohol, tudi na ta način. Tega vam ne priporočam. Se pravi, zdrave stvari, zdrave navade. Zdaj pa pejmo mečkan na večerne rituale. Kaj vi lahko naredite, da se zvečer lažje umirite? A ne? Prva stvar, izklapljajte stres. Izklapljajte novice, televizijo, vse, kar vam povzroča neke motnje. Priporočljivo bi bilo, da 1 uro pred spanjem izklopite vse ekrane, ki vam nekaj seva v glavo. Zakaj? Ker je sevanje povezano s čakro 3. očesa in s hipofizo. Hipofiza pa direktno vpliva na epifizo, kjer se tvori spalni hormon. Tako da zvečer bi bilo pametno prižgati kamin, dati kakšno musko, gledati ogenj, pa reče, da je, kako naj to naredim, se nimam kamina mogoče. Ja, na televiziji ga prižgaš, a ne? Vse vemo, da imamo ohranjevalnike zaslonov in lahko televizijo gledaš, pa imaš kamin prižgan. Še boljše je, če imate kamin, dajte ga zakurt, pa se zavijte v deko, pa malo sebe pocrklejte. Ne pa, da se zvečer jezite, ker nekdo ni pomil, ker nekdo ni naredil in še z neko ihto greste dajati v stroj, ker ni noben prbajti nič ne naredi. Ja, pa ne spiš, a ne? Zato je tako pomembno zvečer delati stvari, ki te umirjajo za tvoj dober počutje. Zdaj pa naslednja stvar. Kaj lahko spet naredite vsak večer? Naredite večerni ritual. Vzamete sveti les, prižgete. Tudi to vam bom dala povezavo, na spletni strani ga pri meni lahko dobite, naročite. Vzamete mogoče žajbelj, fajn prekadite spalnico, prezračite spalnico. No, to jaz imam oboje, žajbelj in sveti les, tako da kar fajn prekadite, veste. Svet energije je zanimiv in je treba malo prekaditi, malo ščistiti, razkužiti. Zanimiv je prav žajbelj, recimo žajbljev čaj. Če se potite, če želite zmanjšati potenje, ga namakate 10 minut ali več in vpliva na zmanjšanje potenja. Če ga namakate 4 minute ali manj, pospeši potenje. Zato žajbelj za menopavzo en od ključnih zelišč. Seveda, zvečer si pripravite kakšen pripomoček za menopavzo. No in zdaj vam še pokažem, kje sem o menopavzi pisala. Največ Minkina kuhinja v zadnjem poglavju menopavza. No in menopavza, če še niste, je zdaj pravi čas, da se zaljubite v življenje. No in drage dame, kaj delate, zato da ste zmeraj bolj zaljubljene v življenje? Pol pa čri, pri mnogih ženskah. Pa verjamem, da ženske marsikaj več delamo kot moški, zato da smo zaljubljene v življenje. Ampak kaj delate, kaj ste danes naredile, da ste osrečile sebe? To je zelo pomembno. Ženske s tem, ko krepimo občutek zadovoljstva, vplivamo na proizvodnjo 2 hormonov, ki se z menopavzo izklapljata. Se pravi, progesteron pa estrogen. In ta 2 hormona se tvorita s tem, ko osrečujemo sebe, ko delamo stvari zato, da osrečimo druge, ampak ne iz žrtve, ampak iz tega, ker jih imamo rade, ker jih želimo osrečiti in gremo speč en dober kruh, zato ker vemo, da bo naša družina zadovoljna, pripravimo zdravo sladico, zato ker vemo, da bomo srečile svoje drage. In s tem krepimo tudi svoje hormone. Naslednja stvar, kar pa vsaka ženska, ki pride v menopavzo, bi morala vedeti, da je čas, da postane čarobnica, se pravi, da malo začne čarati. In ena stvar, kar sigurno pomaga, če vas po noči zalije, vzamete, jaz imam tukaj palo di rosa, se pravi voda iz lesa vrtnice, izredno diši, zdaj jo imam končno spet na zalogi. In eno stvar, ko sem si pošpricala, dajte si pripraviti lahko vodo, lahko blagoslovljeno vodo, takole, lahko date mečken tega noter,
In boste videli, to imate lahko kar pod poštrom, se pravi pod blazino, in če vas po noči zalije, v bistvu se lahko pohladite. Poskusite, tako pomaga, pač to je pri meni preizkušena zadeva. Če me po noči zalije, če se zbudim, jaz se pohladim, odgrnem, ampak tudi takoj zagrnem in zaspim nazaj. Ne potrebujem imeti nočnega prebujanja, obiskov hladilnika in tako naprej. Tako da, to so stvari, ki sigurno pomagajo. Večerni ritual, recimo, kaj bi bilo dobro, ne? Pitje čaja. Večerni ritual pitja zdravilnega čaja. Poskusite na ta način, boste videli, kako se boste dobro počutili. In pojmo še majčkeno na čaranje. No, tukaj imamo karte, logično, kar res uživam s temi kartami. To je to lahko en tak večeren ritual, kaj vam stvarstvo sporoča ta trenutek, kaj je prav, da ozavestite, kaj je prav, da veste. In, veste, jaz toliko uživam z mojimi hčerkami, ker imamo res te rituale, največkrat po obrokih. A bomo šlogali? Dajmo zdaj mi malo šlogati, prav. A bomo šlogali, da vidimo stvarstvo tele dušici, ki vztraja z mano do konca tega videa, kaj ji ta trenutek sporočaš, kaj je za njo prav, da ozavesti, da ve, kaj je tisto, kar je za njo ta trenutek najbolj pomembno. Zdrava hrana. Tvoje telo je svetišče, ni smetišče. Ja. Naslednja. Čistiš karmo. Prišla si do obdobja čarobnice, modre ženske in zdaj boš pa počistila karmo. Kaj je tisto, kar je nakopičen stres v tvoji podzavesti? Kaj je tisto, kar ti ne dovoljuje več spanja? In imaš vso podporo stvarstva, zato ker ti si ljubljeni otrok stvarstva. Angeli te ljubijo, podpirajo. Tako močno si ljubljena, ker je pa tle gor na vrh blagoslov. Ti, ki tole poslušaš, si blagoslovljena med vsemi ženskami in zavedaj se, da so vsi, ki pridejo s tabo v stik, blagoslovljeni. Take lepe karte. Zdaj bom prebrala naprej, prav. Karta 50. Karta 50 govori: čas je za spremembo prehrane. Dovoli si uživati v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje tvoje možgane in tvojega duha. Tvoje telo je svetišče in zato ga hrani, zdravo hrano. Čutiš in zaznavaš, kaj je resnično dobro za tvoje telo. Čas je, da se imaš končno že rada. Karma, svobodna si, osvobajaš se starih vzorcev, ker tega ne potrebuješ več. No, kaj je vzorec tvoje mame? Najprej poglej. Kaj je tvoja mama zmerom delala zvečer? Kaj je vzorec tvoje mame? Tako je najlažje, ker ga itak prekopiraš. Kaj je tvoja mama delala vedno? No, to je tvoj vzorec. To, če misliš, da ne, zato ker vedno bolj postajamo podobni staršem. Čas je, da odstraniš vse stare vzorce, da prečistiš vse nezdrava prepričanja, da sprostiš vezi in nemir in da se osvobodiš. V tvojem srcu je mir, lahko premagaš svoj največji strah, svobodna si. Stvarstvo te podpira in božanska podpora. Prav ta trenutek te podpirajo vse svetle sile. Dovoljuj, da pomoč pride v tvoje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosiš za pomoč, jo tudi dobiš. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebuješ. No, to so zdaj zate sporočila. Pogledamo še naprej. Za naslednje obdobje. Kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš? Zdaj pač začel se bo oktober. Čas je, da narava nas uči, da se počasi umirja. Tudi ko pridemo v meno, nas življenje uči, da je čas, da se malo umirimo in da tempo življenja vseeno prilagodimo temu obdobju. No in zdaj poglejmo.
nekaj ti povzroča tako hudo izžetost, da ne moreš več. Lejte to. Pretekla življenja, karma. Daram. In to je povezano s tem, da si izžeta. Poglejte to faco tukaj gor, ki ima trojne podočnjake. In če sebe opazuješ, nekaj narobe, zmerom bolj se staram. Halo, daj se umir, nahrani se, dodaj si vitamine in koga izklop. No, koga? Kakšno televizijo za začetek, ne? In ti, boginja, poveži se z dajanjem. Če si daješ komu? Najprej sebi. Najprej sebi, ker če boš dajala sebi, lahko daješ tudi drugim. Imam zdaj še ene karte, še tele bom pogledala, da vidimo. Za tebe, ki se učiš v osnovi spuščati res na take temne zadeve, kaj je tisto, kar ti sporoča vesolje. Čas je, da odpreš vrata novemu. Nehaj braniti v svoji hiši tisto, kar bi moralo biti, pač odpri vrata novemu. Odpri vrata ljubezni. Vse se začne s tabo, vsak odnos prineseš sebe. Ti si pomembna. Čas je, da vzljubiš svoje telo. Čas je, da vzljubiš življenje. Čas je, da se zaljubiš v življenje. Kaj delaš vsak dan, da si vedno bolj zaljubljena v življenje? In to je ta tvoja ustvarjalna energija, ki jo imaš, v obilju jo imaš v sebi, zato začni delati korake za sebe. Poglejte to karto. Tukaj je luna, povezana je s podzavestjo. Nekdo, ki odhaja, ker so vse čaše polite in zadaj je krt. Ampak to ne pomeni, da te bo kar zagrebel v zemljo, ampak je povezan s tem, da mogoče premalo pozornosti daješ na tiste čaše ljubezni, ki stojijo. Ni vse brezupno, ampak ti deluješ po vzorcih tvoje mame, tvojega očeta, tvoje stare mame. Prišli smo do tega, da je čas, da počistiš svoj ruzak, svojo prtljago in ko boš to naredila, se bo marsikaj v tvoji hiši spremenil. Ravno včeraj sem se pogovarjala z eno gospo in v glavnem sem se pogovarjali prav o tem, kako pomembno je, da počistimo, izpraznimo svoje ruzake. Vsak od nas nosi s sabo svojo prtljago, svoje rane mladosti, korenin družinskega debla. Vsak od nas ima nekaj naloženo ta ruzak. In ko smo v odnosu, jaz moj ruzak odprem in ga dam na sredi dnevne sobe. In seveda moj partner da ruzak na sredi dnevne sobe. In kaj se zgodi? Seveda midva teh ruzakov ne vidva. Ampak, če so noter gnila jajca, slej ko prej, smrdeti začne. Če so noter pokvarjene zadeve, če so noter tisto, ki je že zdavnaj plesnel, bo začel smrdeti. In seveda, kako potem delujemo. Ti si kriv, ker je to, ali pa spohal si ga, ti smrdiš. Nekaj smrdi, veste, zaznamo, da nekaj smrdi. Obkladanje drugih ljudi ne pomaga. Pomaga pa sigurno to, da začnemo zavestno delati na tem, da počisti vsak svoj ruzak. In potem boste videli, naenkrat se ozračje hiše spremeni in če še majčkeno počarate, da vzamete kakšen sveti les, blagoslovljeno vodo, vodo Palo Santo, se naenkrat zgodi, da dejansko v vašem domu začne pihati drugačen veter, da se energije sčistijo in naenkrat se zgodi, da v vašem domu ni več napete energije. Poskusite to in žajbelj, rdeča energija čiščenja. Ogenj, rdeča energija čiščenja. Zanimivo. Jesen se zdaj obarva počasi v zlate rdeče odtenke. Energija čiščenja. Naredite to in boste videli, kako se bo vaše življenje spremenilo, predvsem pa vaše življenje, sploh to nočno potenje,
se bo naenkrat izboljšalo. Ta zapis stresa, ki ga imate, se bo tudi s tem pač počistil. Tako da, ja, veselo nedeljo in če ste na tej poti osebne rasti, dobrodošli. Jaz vam vse te povezave dala spodaj, dobrodošli tudi v moji šoli, ki jo začenjamo v začetku oktobra, tako da smo na liniji in ja, delo na sebi je zanimiva zadeva, tako da, ja, dobrodošli.